Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. Veseli me, da lahko v gostih pozdravlja gostja, to je Mija Sušnik. Pozdravljena, Mija. Živijo. Lahko v pari stavkih poveš oziroma se predstaviš in poveš, kaj počneš oziroma kaj boš počela zdaj v parih dneh. Tako je. Spravi sem Mija Sušnik, bivša študentka FGG, pa tudi z eno izkušnjo iz tujine, ker sem Erasmus delala na Danskem. Potem sem pa lansko leto zaključila še študij BIM+, to je Erasmus Mundus Master o BIM-u. In trenutno sem na Nizozemskem, ker naslednji teden začnem novo službo tukaj. Predtem sem pa v bistvu na FGG študirala stavbarstvo, oziroma končala magistrski študij stavbarstva. Tako da tudi zdaj ta nova služba, ki me čaka drug teden, nekako povezuje obe te področji, se pravi in stavbarstvo in pa BIM. Ti si dala skozi to šolo FGG, pa si pa še nadgradila v bistvu študij z tem BIM+, kaj tudi FGG sodeluje. Kak je bil razlog, v bistvu, da si se odločila za ta BIM+? A je bilo to, mislim, ne vem, koliko tono, da si se odločila, ker v bistvu si prva generacija tega študija, ne? V bistvu takoj po študiju na FGG sem se zaposlila v podjetju Eutrip in po enem letu, mogoče malo manj, sem se udeležila ene konference, kjer je bil predstavljen ta študij BIM+. In pa tudi na splošno je bilo veliko govora o BIM-u in me je zanimalo in tudi vedela sem, da se v podjetju hočemo usmeriti v BIM oziroma narediti nek korak v tej smeri. In v bistvu na začetku je bilo tako, da sem bolj v šali predlagala, da mogoče bi pa lahko se udeležila tega študija, pa je v bistvu bil potem odziv kar pozitiven, da ne grem, da to bo super izkušnja in da bom s tem tudi pripomogla, da Eutrip naredi nek korak naprej v smeri BIM-a. In to je bilo to v bistvu. Hotela sem nekako to znanje, ki ga imam trenutno, še nekako nadgraditi s tem, kar je trenutno aktualno, ker itak je že vseh smeri prihajalo to, da BIM je naslednja stvar, ki bo glavna in da je treba znati BIM, da je treba vedeti kaj o tem. Tako da se mi je zdela pač odlična priložnost, da se vpišem na ta BIM+. Ena vprašanje se mi takoj poraja, v bistvu zdaj rekla si, da si magistrirala na stavbarstvo, oziroma pač na FGG je stavbarstvo. Potem pač to je magistrski študij, oziroma pač si dala kar neki šole skozi do takrat. In v bistvu po eni strani me malo preseneča, ne? Ta želja po še več znanja BIM-a, v bistvu, a to pomeni, da ga ni dovolj v takšnih vsebin v bistvu v teh, recimo, 5 letih študija? Mislim, ena izmed glavnih stvari, zakaj sem se tudi odločila za BIM+, je to, ker je enoletni študij. Če bi bil dvoletni, kot so pač tudi magisterija, ponovadi bi mogoče malo dvomila ali ne, ker je vseeno 2 leti kar dosti, ampak tako v enem letu oziroma v 10 mesecih se mi pa zdelo, zakaj pa ne. Je pa res, da tudi v teh 5 letih FGG-ja smo, kolikor se spomnim, imeli samo en predmet, in sicer informacijsko modeliranje stavb, kjer smo nekaj govorili o BIM-u. Ne vem, takrat smo nekaj povedali, neke osnove osvojili, dotaknili smo se BIM-a in vsekakor tisto ni bilo dovolj, da bi nadaljevala nekaj v BIM-u oziroma da bi, ne vem, postala BIM menedžer ali kaj podobnega. Mogoče bil še kak predmet, pa si mogoče pozabila, ali pa ne vem. Tudi možno. Ne vem, ampak tako, kar imam v spominu. Ja. Sigurno pa ni bilo tako, kot je bilo na BIM+, ker ste pa v bistvu skozi sam BIM, bar dol, levo, desno, ne. Pa mogoče tako, zdaj, ko si že konec, pa v bistvu, ko zdaj odpiraš nova poglavja v svojem življenju, pa tak naprej, a ti je žal? Ali je bila to prava odločitev? Kako bi zdaj pogledala na to? Da sem se da si šla na BIM+, tako je. Ne zdi se mi, da sem naredila napako. V bistvu se mi zdi, da je bilo to kar nujno, glede na to, da v bistvu smo v tem enem letu vsak dan delali na temo BIM in v bistvu
cele dneve samo o BIM-u govorili, pa še to smo v bistvu bolj ali ne osnove oziroma več različnih področji BIM-a smo tako se dotaknili in nekaj naredili na tem. Hočem reči, BIM je tako obsežno področje, da če bi se recimo sama lotila, ne vem, vsako popoldne malo, sigurno ne bi dobila toliko znanja, kot sem ga v tem enem letu. Tako da je bilo prav, da sem si vzela čas enega leta in se temu posvetila, tako da imam zdaj ene take temelje postavljene za graditi naprej. No, to je zagotovo lepo slišati, ne. Zdaj pa ta BIM Plus je, kljub temu, da je 1 leto traja, ne, je v bistvu razdeljen tako na 2 dela, ne. En del upravljaš v eni državi, drugi del upravljaš v drugi. Zdaj lani prva generacija je bila, mislim, da kaj je bilo, Slovenija pa Milano, ne. Mislim, Ljubljana pa Milano. Ljubljana pa Minjo. Minjo, aha. Ja. Ljubljana pa Minjo. A se ti zdi to tak pravi pristop, da pa zamenjaš okolje? Sicer lani je bila spet, ne, mislim, posebna situacija. Ja. Ampak tako, no. Kak imaš zdaj mnenje o tem? Mislim, to, da smo imeli predavanja del v Sloveniji in del na Portugalskem, se mi je zdelo v teoriji zanimivo, ampak v praksi je pa veliko smo imeli problemov s tem, s povezavo, s tem, da nismo slišali prav predavateljev, da ne, so bile neke tehnične ovire. Smo pa imeli pač potem predavatelje od povsod praktično, ne. Tako da, kar se tiče tega, smo dobili precej širok spekter znanja. Pa tudi jaz ne vem, spet bi bilo potrebnega malo več razmisleka, če ta študij ne bi bil v Sloveniji, ne, ker mi je bilo to v bistvu priročno. Tako da ja, meni se zdelo fajn, ne. Še bolj bi bilo pa fajn, če bi lahko še drugi semester šla nekam, spravi jaz bi mogla iti v Milan, ampak ja, potem je prišla korona in lockdown, tako da se v bistvu drugega dela nismo imeli, tako kot bi mogli, oziroma smo imeli delo od doma, no. Kako zdaj je cela Slovenija. Tako, ja. Mogoče še eno vprašanje, v bistvu zdaj, ko smo okoli tega BIM Plusa, mogoče še to sam poveva, ne, da je z Robijem Svoboda pri tem sodelovala, tako da v bistvu pač to malo bolj podrobno poznava tudi z tistega drugega konca, ne samo študentskega vidika, ampak bi pa v bistvu izkoristil priložnost, ker je vse skupaj sigurno v tvoji glavi še precej sveže. Ena taka primerjava me vedno zanima v bistvu s tem našim študijem klasičnim v Ljubljani ali v Mariboru ali kakorkoli, pa tudi po večini drugih univerz, kjer imamo pač te semestre in tako naprej. Ker na BIM Plus je v bistvu študij bolj nekako skoncentriran, ne? Se pravi, imaš neko temo in jo pač to 3 tedne res drgneš levo desno, potem pride izpit in je to, ne? Kako se ti zdi, ali lahko to primerjaš, kaj se ti zdi boljš, kje vidiš kakšne prednosti, slabosti, misliš, da je bilo pametno razmišljati tudi, da se ta naš običajen študij nekako oblikuje v neki v tej smeri? Fajn je bilo v tem smislu, da se te 3 tedne lahko popolnoma posvetiš eni stvari, ne rabiš razmišljati, ok, se pravi, zdaj sem naredil nalogo za to, pa moram še ta predmet, pa še ta. Tako res si fokusiran na eno stvar in pa tudi vsi sošolci smo istočasno bili fokusirani na eno stvar, tako da je tudi sodelovanje bilo boljše, mislim, smo vsi skupaj delali na enem projektu recimo in pa ne vem, mogoče na ta način bolj pridobiš znanje, bolj utrdiš znanje in ne vem, več poudarka daš na določene stvari, kot če imaš še zamisel to, ne vem, o drugih predmetih. Tako da ja, iz tega vidika se mi je zdel ta pristop kar fajn. No. Ja, mislim, tako malo sem enkrat razmišljal ravno, ko sem imel predavanje pri BIM Plusu, pa verjamem, da recimo da se to mogoče v nižjih letnikih bi zelo težko naredili, ker imaš polno enih takšnih relativno temeljnih predmetov, ki se res navezuje en na drugega in morajo nekako teči sporedno, ampak pol višjih letnikih se mi zdi pa, da je bilo to recimo zanimivo razmisliti. Ne? Ja, mislim, verjetno res bi bilo na začetku faksa, če bi imeli 3 tedne samo, ne vem, matematiko 1, bi verjetno bilo forno. Ja. Zgubili še vse tiste, ki nekako preživijo ta prva 2 semestra. Ja. No, ampak po drugi strani pa tudi tako, no, da če pomisliš, da recimo, če bi kdo zbolel, pa bi bil 3 tedne odsoten, bi v bistvu en cel predmet zamudil, ne.
Tako da ne vem, Ja, sej draš pa cepat, ne? Ne, pa ne to. Ne to. Ja, mislim, en sošolc je recimo imel neke težave z vizo in je prišel v bistvu šele v času drugega modula, tako da je v bistvu ta prvi modul nekako uspel nadoknaditi. No. Mislim, da v tistem času, ko smo imeli mi Integration Weeks, pravi, ko smo šli v Milani, on nadoknadil v tistem času tisti prvi modul, tako da ja, mislim, se da neke rešitve dobiti, no, tudi za tak primer, po moje. Ja, ampak to je tako individualno, ne? Zdaj, da bi pa to bilo tako sistemsko, pa zelo težko to urediš. No, zdaj pa tako, za nazaj, če pogledaš tale izkušnja, ne? Imela si ogromno sošolcev iz zelo različnih koncev sveta, ne? Pa tako, če primerjaš svoje znanje ali pa ne vem, to, s čimer si ti prišla na ta BIMA+, kam bi se postavila, no? V primerjavi z vsemi, ki si jih spoznala na tem študiju? Ne vem, če lahko to primerjavo direkt tako naredim, zato ker nismo vsi prišli direkt iz faksa, ampak nas je dosti že imelo neko izkušnjo službe, ne? Tako da marsikdo je v bistvu že kar dosti vedel o BIM-u in obvladal Revit in tako, ampak so se to naučili iz službe, recimo, ker so že bili zaposleni v nekem podjetju, ki ima že BIM na nekem nivoju. Tako da je bilo v bistvu kar dosti sošolcev, ki so veliko več dojeli, razumeli kot jaz in imeli dosti več izkušenj. Tako da, ja, mislim, bili smo zelo različni. No. Jaz osebno mislim, da sem bila bolj tam pri koncu, ker praktično nisem imela nekih izkušenj z BIM-om in mi je bolj ne vse bilo precej novo. Ampak le zaradi tega, ker smo bili taka pisana druščina, sem imela možnost sošolci ves čas govoriti in smo se pogovarjali in smo si pomagali in smo stvari skupaj delali. To moram res reči, da smo bili res ena taka super ekipa, kjer v bistvu sploh ni bilo, ne vem, tekmovalnosti ali česa podobnega, ampak smo si res pomagali in se res učili eden od drugega. Ker ja, mogoče zato, ker ne vem, smo bili prva generacija ali kaj zdaj, ampak res smo bili tako ena taka skupina, ki drži skupaj. No. Tako da v bistvu sem se dosti tudi od njih naučila, ne samo od predavanj, ki smo jih imeli. No, sej, vsi, ki smo imeli take izkušnje v mednarodnih timih, je tako, ne, se tim poveže ali pa razpade. Ne. Ja, tako je. Me veseli, no, da ste vi imeli tisto prvo izkušnjo, pač, da ste se povezali. Ne. Je pa, no, iz druge strani je pa tako izgledalo, tako kot si omenila, ne. Zelo velikih je bilo res z izkušnjami iz prakse in se zelo dobro obvladali, ampak običajno samo ti, s čimer so se ukvarjali. Ne. Tako da vse ostalo je bilo pa tudi za njih novo. Ne. Tako da se pravi, ne vem, meni se zdi, kar se tega tiče, zelo fajn za vse, ki želijo pol enkrat delati v nekem mednarodnem okolju ali pa mogoče razširiti svoje obzorja, ne. Pa je to zagotovo ena dodana vrednost tega študija, no, to mednarodno okolje. Ja, sigurno, ker tudi kontakte smo ohranili. Mislim, zdaj imamo na WhatsAppu eno grupo, ki v bistvu je grupa, kamor se vsi obrnemo, ko imamo kakršenkoli problem v zvezi z BIM-om in si tam pomagamo in rešujemo kakšne probleme, tako da v bistvu smo še zmeraj povezani in ja, mislim, to je super, no, da imaš kontakte tako ljudi, ki kar obvladajo BIM in pa, da so tudi iz različnih delov sveta. No, moram pa reči, da sem tudi od drugih profesorjev slišal, ne, da so dobili tak občutek, ko so predavali, ko so bili v Ljubljani, da je bila drugačna klima kot pa recimo v tisti drugi skupini. Tako da je tle bilo res neka pozitivna energija skozi krožila v bistvu. Tako da ste se očitno res dobro povezali. Bi pa v bistvu mogoče šli mogoče močkam bolj konkretno zdaj na tvoj magisterij. Zdaj ga imam pred sabo v bistvu, skratka tole digitalno verzijo in piše, da imaš dejansko magisterij s Politecnico di Milano. Ja, drži. To je pa tudi referenca, kakorkoli, ne? Ja, čeprav nisem bila tam. No, sigurno, ne? Še posebej po tisti zgodbi, ki si jo povedala prej, ne? Skratka, v Milano si že bila. Ja. No, ampak povej, kako je potem zadeva, mislim, tale magisterij že tako običajno, ne, znajo biti stvari relativno naporne, že če v bistvu, če imaš mentorja nekje, ki se lahko nanga dejansko obrneš praktično kadarkoli. Kako je pa tle potekalo, ko je bilo to vse nadaljavo? Kako je zadeva izgledala? Kako se
na koncu, kakšne imaš občutke pri tem? Sreča nesreče je bila ta, da se je ta COVID in lockdown pojavil glih v tem delu za zaključno nalogo, ker v vsakem primeru bi se z mentorico verjetno slišala enkrat na teden, pa na 2 tedna. Se pravi, ni to nekaj, ko moraš biti v kontaktu vsak dan. Tako da pač bilo je, da namesto, da bi se dobila osebno, smo se pač na Skypu. In v bistvu je bilo to, da smo že takoj na začetku z mentorico naredili en plan dela, točno po datumih določili in se tega striktno držali, ker smo vedeli, da bom večinoma delala sama in da se bom z njo samo vsako toliko dobila, tako da je bilo res bistveno, da imamo cilje zastavljene in drugače pa v bistvu potekalo precej normalno. Imeli smo sestanke po Skypu s tem screen sharingom, pa z vsem možnim, kar lahko izkoristimo v tem takem primeru. In to je bilo to, v bistvu nič pretirano drugače kot sicer, ker večinoma je to delo, ki ga delaš sam, oziroma nekaj narediš, pa potem prediskutiraš z mentorjem. Tako da ni bilo v bistvu, zame ni bilo večjih zapletov. Nekateri, tako, ki so upravljali te zaključene naloge na Bima Plusu, so potem imeli veliko težav z, mislim, vse te naloge bi ne bile v povezavi z nekim podjetjem. Tako, oziroma, da bi se delale te naloge v okviru nekih podjetij. A si ti imela glede tega kakšne težave, ali so ti pomagali pri tem, da si našla mentorja, ali kako je bilo s tem? V bistvu, na začetku nam je bilo rečeno, da bojo vsa super podjetja sodelovala z nami in da se bomo lahko zbrali, kar bomo želeli in da bo to res super izkušnja za nas. Pol proti koncu tega prvega dela, se pravi, ko smo počasi že začeli razmišljati o temah in o mentorjih, se pa je izkazalo, da v bistvu niso glih vsa podjetja pripravljena, oziroma je bilo, ne vem, mogoče eno podjetje, ki je pripravilo več tem, se pravi, da nisem imel prav dosti izbire, pa tudi teme. Ne vem, ko sem prvič prebrala te teme, se mi je zdelo tako, ko sem brala, ne vem, od začetka sem rekla, ok, to ne, in potem sem kar enkrat prišla na konec in sem ugotovila, da mi v bistvu nobena tema ni prav prepričala. In to smo potem tudi povedali profesorjem in so rekli, ok, lahko si tudi sami izberete temo. Tako da sem se jaz potem odločila za to, da sem sama izbrala temo. In v bistvu se mi je res super šlo, ker zadnji modul tega prvega dela je bil v bistvu v povezavi z sustainability oziroma s trajnostjo, kako lahko BIM uporabimo za neke izračune porabe energije. In to se v bistvu zelo navezuje na to, kar sem študirala na FGG in sem zato takoj kontaktirala to mentorico in vprašala, če bi bila moja mentorica in smo se potem v bistvu skupaj zmenili za eno temo in je potem se zame to pač super išlo. Nekateri so pa pač, niso našli teme, ki bi jih prav tako zanimala. Mogoče so vedeli, kaj bi radi delali, pa niso vedeli, katerega profesorja izbrati, ker vseeno to, da smo imeli dosti stvari pač preko video povezave, videokonferenc, pomeni, da nekaterih profesorjev v živo sploh še nismo videli, tako da je bila malo tombola, koga izbrati. In jaz mislim, moja mentorica je bila super, zmeraj odzivna na vse klice, pomagala mi je, tako je bila pač za. Niso pa imeli vsi te srečene. Nekateri so izbrali profesora, ki je bil, ne vem, verjetno zelo zaposlen, pa ni glih tako odgovoril na maile, pa se potem čakalo. S tem, da čas, ki smo ga imeli za magistrsko nalogo, je bil pa omejen. Mi je pa zelo zanimivo, da si se odločila res za, mislim, poleg tega, da je energijska učinkovitost bila v tvoji nalogi obdelana, je tudi akustika. Ker glede akustike pa ne vem, a ste o tem kaj poslušali na FGG ali nič? Nekaj malega smo, mislim, da je bilo to v sklopu modula stobarstvo. Je pa v bistvu akustika bila del naloge zato, ker sem akustiko obravnavala v moji diplomski nalogi, se pravi na 1. stopnji. In to sem imela napisano tudi v CV-ju in mentorica, ko to videla, je takoj pomislila, da bi lahko v bistvu nekaj nadgradili to, da bi lahko akustiko še vključili, ker je rekla, da v bistvu z BIM-om dosti delamo te povezave z programi za izračun porabe energije. Akustiko pa ne toliko menjamo in da mogoče bi bilo zanimivo še akustiko vključiti in
glede tega še kaj raziskovati. Tako da v bistvu je bil to predlog mentorice. No? In sem se takoj strinjala, ker sem nekaj o tem že vedela. Tako da zato je bila še akustika zraven. In kakšni so zaključki glede tega? Kako je potem z interoperabilnostjo? Ja, v bistvu naloga je bila razdeljena nekako na 2 dela, se pravi na del, ki obravnava te izračune rabe energije in pa del, ki obravnava akustiko. V bistvu naloga pa je bilo v bistvu pregled nekakih problemov za interoperabilnost med recimo BIM programom in pa programom za nek izračun. In v tem prvem delu sem iz BIM programa, se pravi iz Revita, hotela eksportati v nek drug program za izračun in pregledovala vmes, kateri podatki se izvozijo, kateri se ne, pa kakšne nastavitve je treba v Revitu izbrati, pa kako program to prebere, v glavnem ta prenos podatkov. V drugem delu, kjer je bila pa akustika tema, sem pa razmišljala o tem, kako se v bistvu celotnemu temu problemu popolnoma izogniti. In to naredimo tako, da v bistvu sploh ne izvažamo v drug program, ampak da v bistvu kar znotraj tega programa, se pravi BIM program oziroma Revita v mojem primeru, v bistvu lahko že naredimo neke analize. In tle sem v bistvu znotraj Revita uporabljala še Dynamo, se pravi vizualni programski jezik. In z Dynamom v bistvu izvedla to neko akustično analizo, ki je osnovna neka preliminarna analiza, ampak na koncu pač poda neke rezultate in noben podatek pač ni izgubljen, ker izvažanje in važenje pač v tem primeru pol ni. Ja, to je zagotovo res, ampak moraš pa sama pripraviti formule, ne? Enkrat, pol naprej pa lahko uporabljaš formule še dalje. Prvič, seveda. Ja, lepo, ne? Se pravi, če nič drugo lahko rečemo, da si se na BIM plus vsaj Dynamo naučila uporabljati. Ja, to pa res. Poleg vsega ostalega, seveda, ne? Koliko pa, zdaj, da ne bomo skozi samo v BIM plusu. Tako, prej si omenila, da si delala do novega leta za podjetje EUTRIP. Kakšna je bila pa tam tvoja vloga? Ker predvidevam, da tam nisi bila BIM menedžerka, ampak si počela druge stvari. V EUTRIP-u sem se zaposlila v bistvu takoj po koncu študija stobarstva, tako da sem tam v bistvu v sklopu svetovalnega inženiringa sodelovala pri energetskih pregledih, pri pripravi vlog za nepovratna sredstva, pri pripravi dokumentacije. Tako da ti izračuni gradbene fizike in pregled rabe energije stavb, to je bilo takrat moje področje. Zdaj, ko sem pa v bistvu končala ta BIM plus študij, sem se spet vrnila v EUTRIP, kjer sem pa v bistvu nekako pomagala pri teh korakih uvedbe BIM-a v podjetje, tako da sem potem malo zamenjala svoje področje. To je super iztočnica tudi za naprej, nekaj, kar sem hotel vprašati. Zato, ker sem opazil tudi, da ste nekaj izobraževanja imeli, pa si ti bila udeležena, ampak pred tem bi te vprašal sam, če ni skrivnost, na kjer paket so pa migrirali zdaj tu, so šli na Autodesk programsko, ali Archicad, ali Allplan, kam so se usmerili? Pri EUTRIP-u? Ja, če ni skrivnost, seveda, ne. Mislim, da ni. Zaenkrat v bistvu nikamor še, ker zaenkrat se še tipa, kaj nam najbolj ustreza. Oziroma, ker trenutno se v podjetju uporabljajo vsi 3 programi, spravi Revit, Archicad in pa Allplan. Tako da zaenkrat se ni še nič odločilo, ker se testira vse. Oziroma, in potem se bo potem videlo, kaj nam najbolj leži, oziroma kaj je tisto, kar bomo potem za naprej uporabili. No, sej, to je tako, če smo pošteni, tudi edini pravi pristop, ne moreš se kar strateško odločiti, če ne veš, s čim boš imel opravka, ne. Poleg tega sem pa opazil, to je bilo pa tam nekje konec leta sem opazil, takrat sem v bistvu videl, da si že končala, no. So bila po raznih socialnih omrežjih neka vabila za izobraževanje tam v okviru enega šolskega centra Škofja Loka, no. In je bilo tudi dosti v BIM-u. A to ste se tako v podjetju odločili, da ste sodelovali pri teh izobraževanjih, je bilo bolj tako na osebnem nivoju? Mislim, v EUTRIP-u se je že nekaj časa govorilo, da je treba narediti korak naprej glede BIM-a, ampak zmeri nekako so prišle druge stvari vmes, pa mogoče se nismo vzeli dovolj časa, da bi se temu posvetili.
In zdaj, ko sem tudi jaz prišla iz tega študija in sem imela sveže znanje, smo se odločili, da je pa zdaj mogoče čas, da naredimo res neke konkretne korake v tej smeri. In smo se zato odločili za ta izobraževanja, pravi, da smo si v bistvu vsi zaposleni v podjetju vzeli čas 2-krat na teden in imeli potem v bistvu preko Zooma teko neke konference oziroma taka predavanja oziroma delavnice. In smo se pogovarjali o BIM oziroma na začetku spoznavali te osnovne pojme, terminologijo, pa tako da so v bistvu vsi v podjetju vedeli, zakaj se gre, tudi tisti, ki se ne direktno ukvarjajo s tem, ampak tako, da so vsi vedeli, no, tudi za naprej, če se bo o tem govorilo, da ne bojo samo parih v podjetju vedeli, zakaj se gre. Tako da ja, to smo potem kar resno vzeli in smo na teh delavnicah tudi praktične primere delali in primerjali različne programe, imeli neke naloge in tako, ker v bistvu že kar dosti nas nekaj ve o BIM-u, tako da smo si nekako izmenjevali to znanje in poleg tega tudi pripravljali neko strategijo za podjetje in pa govorili o implementaciji, tako da so v bistvu to bili neki taki večji in konkretni koraki implementacije BIM-a v podjetje. In kako je bilo to sprejeto? Če smem vprašati v bistvu strani ostalih, ki niso direktno vpleteni v BIM? Ja, tisti, ki niso direktno vpleteni v BIM, jim je mogoče bilo kdaj malo preveč, oziroma pač preveč smo se kdaj spustili v detajle, ampak na splošno je pa v podjetju taka atmosfera, da smo vsi za, da bi konkretno začeli z BIM-om delati, samo mogoče pač ni vedno časa za to, tako da mislim, da splošno gledano je bilo to zelo dobro sprejeto, no, ker smo vsi vedeli, da s tem delamo nekaj dobrega, nek korak naprej in smo vsi sodelovali, no, tako da je bilo v bistvu enostavno imeti te delavnice. Če te lahko še malo o tej temi vprašam, koliko ur takšnega izobraževanja pa je bilo? To je potekalo, mislim, da od konca novembra, pa zdaj še do začetka januarja in sicer 2-krat na teden po 3 ure. No, se kar nabere, ne? Se kar nabere. Ja. To je pa kar poštena zaloga ur. Tako je. Ja, odlično, ne? In zdaj, kot si že prej omenila, z starim letom si ti zaključila zaenkrat svoje obdobje v Sloveniji. Kako pa zdaj vloga v tem novem podjetju, tvoja vloga v tem novem podjetju zdaj, ki se bo zaposlila, če se prav spomnim, si rekla, z naslednjim tednom? Ja, s ponedeljkom začnem na Nizozemskem podjetju, ki se v bistvu ukvarja oziroma nekako svoje delo razdeli na 3 dele in sicer consultancy, spravi svetovanje, potem imajo software development in pa research in njihova glavna stvar, s katero se ukvarjajo, je v bistvu real estate information management in jaz bom kot young researcher zaposlena v tem oddelku za raziskovanje. Se pa oni večinoma ukvarjajo z evropskimi projekti, pa recimo trenutno imajo glede trajnostne prenove stavb, pa z prihranki energije. Je pa tudi imajo svetovanje na področju BIM-a, tako da nekako to podjetje združuje oba moja interesa, se pravi nekako in stavbarstvo in pa BIM. Tako da, ja, bomo videli naslednji teden, ko začnem, ampak načeloma mislim, da je to kar ena taka zmagovalna kombinacija zame. Se pravi, opcij je dovolj znotraj tega podjetja. Ja, upam, da je. Super, se pravi, Matej, zdaj si že kar lahko dogovorimo naprej, da bo Mijo poklicala čez nekaj časa poprašala, če je tako, kot si jim predstavljala. Upam, ne, da se vse želje izpolnijo in pričakovanja. Zdaj je že nekaj časa na Nizozemskem, tako da je stil življenja že nekako ponotranjen, ne. Zdaj samo še ta služben del moraš osvojiti, ne. Tako. Jaz sem hotel reči, da se ne spomnim gosta, ko bi jo toliko zaznamoval BIM, kot je Mijo, no. Tako da, mislim, glede na to, da še na koncu izobraževanja na FGG nisi toliko slišala o njem, je pa zdaj se mi zdi v zadnjih 2 letih pa to v bistvu prvo nekako tvojo poklicno pot zapeljali nekam drugam, kot je bilo najprej mišljeno. A je tako?
Ja, mislim, se mi zdi, da sem nekako pravočasno zaznala to, da je BIM naslednja pomembna stvar in da je treba to znanje imeti, če hočeš biti konkurenčen. In sem v bistvu še dovolj sveža bila s faksa, da sem se lahko upisala še 1 leto faksa, da mi to pač ni bil problem, kar se tiče tudi to, da sem se še znala učiti in hoditi na faks in biti cel dan na faksu. In v bistvu, ne vem, se mi je zdelo, da samo področje stavbarstva mogoče ni dovoljno, da gre v bistvu razvoj vedno bolj v smeri BIM-a in da če tega znanja nimaš, da boš prej ali slej izpadel oziroma bil prisiljen to znanje pridobiti. Tako da sem rekla, rajši dobim zdaj eno tako celoto, se pravi, ker v sklopu tega študija smo v bistvu naredili en tak kar obsežen pregled. In mislim, da zdaj lahko gradim naprej na tem. Super, malo je škoda, da tega ne boš počela v Sloveniji, ampak mogoče te pa kdaj pot nazaj pripelje, ne? Ja, seveda, mislim, sej nikoli ne reči nikoli, ne. Bomo videli, kaj bo. Meni se zdi super, da je tako se iztekel za Mijo, Sicer kot si sama videla, pač BIM je tako široko področje, da imaš tak en zelo dober pregled nad področjem, ampak vse ostalo, te specifike, pa treba še vedno se izobraževati praktično celo življenje, kar je pa nekako prekletstvo in blagoslov vseh inženirjev. Tako da bomo videli, kaj bo pa naslednja velika stvar. Zdaj že govorijo o digitalnih dvojčkih. Ni to isto. Skoraj. Zdaj sem ti pa stopil na žul, ne? Ne, lahko ti Mija kaj pove. Ne bi bilo čisto isto, ampak za nekatere za nekatere ni. Ne, se nisem malo provociral. To je tako kot tisti, najin model pa proces. No, to pa itak, ne. Ja, zdaj. Lahko če Mijo vprašam. To. No, daj, kar vpraš. Mija zdaj pa pazi, kaj še odgovorila, ne. Mi smo imela ful časa eno tako interno šalo, ali BIM ta M na koncu, se veš, to je lahko model ali pa modeling, in potem so vsakega gosta sprašvala, kaj je to? Je to model ali je to proces? Kaj bi ti rekla? Ja, zame je to vsekakor proces. Vidiš, pa sej dobro, jaz sem to že izgubil upanje, da bo kdo spregledal tle. Ne, jaz mislim, da model je potem na koncu rezultat, ampak vse skupaj je pa proces, ker v bistvu s tem, ko greš v BIM, to ne gre samo za produciranje nekega 3D modela, ampak gre za precej širšo stvar v smislu, da se v tem sklopu neke nove vloge definirajo, spravi imamo BIM menedžerja, BIM, pač ne vem, različne, nekdo, ki se samo z modeliranjem ukvarja. Potem imamo tudi drugačen način shranjevanja, recimo imamo neke CDE, spravi Common Data Environment, pa imamo tudi nove dokumente, spravi BEP. Tako je dosti enih stvari, ki so nove in je treba to upeljati in to je, se mi zdi, vse skupaj je proces. Na koncu pa je rezultat model, po moje. No, jaz mislim, Matevž, da na boljši točki ne bi mogla zaključiti. Ne, da je nekaj čak, zdaj smo se začeli komi pogovarjati. Zdaj si odprla Mija tole, zdaj tako Pandorino skrinjico še za naslednje 2 ure pogovora. Ker vse to, kar si naštevala, bi lahko, ki bi, pa nisem jaz skeptik, ta najhujši, rekel, da je to samo sebi namen. V podporo temu, da je to proces, si zdaj jasno naštela cel kup enih stvari, ker bodimo realni, v bistvu vse se strinjam, da je to proces, da ne bo kdo to čist narobe razumel. Ampak realno je pa v bistvu, veš, recimo, če se sam spomniš nazaj, ko si govoril, ko sem te vprašal o interoperabilnosti. Ja, si rekla, če pa to ne izvažam tja, potem pa to dela. Ja, v bistvu, kaj je tle v bistvu pol jedro vsega skupaj? V bistvu je ta model. In zdaj, če ta model v bistvu ni tak, da zagotavlja neko interoperabilnost, da v bistvu obstajajo funkcije, ki bi v bistvu lahko to interoperabilnost
ne vem, vozile naprej skozi različne zbirke programov in namembnosti tega, potem je lahko razni BEPI, CDE in ne vem kaj že vse to lahko imaš, pa če to na koncu ta model ne dela, v bistvu pol nimaš nič. Ja, mislim, to je vse res, se strinjam, ampak da imaš ta model, moraš prej imeti recimo še BEP, ne? Mislim, ne bo ta model iz nule ratov, tako da se mi zdi, da rabi še predhodno nek proces, ne? Ki bo pripeljal do tega modela. Pa tudi potem, ko imamo model, sledi še nek proces v smislu, kar se tiče interoperabilnosti, se pravi, če ostanemo znotraj modela, rabimo nek proces obdelave podatkov, da jih bo potem recimo Dynamo razumel. Tako da, ja, ne vem, jaz vztrajam pri procesu. No. Se strinjam. Ja, mogoče pa res najbolj, da končamo. Ne, hecam se. Ja, Robi, ima še kaj za dodati? Razen, da se strinjaš, da je proces. Ne, pa se to že vsi redni poslušalci vejo, da je to šala med nami, no, ampak tako, ne, se strinjamo. No, čeprav tudi jaz moram reči, da sem kar zastrigel malo za šesi tam, ko je mi omenila, da pač, če si pa znotraj enega okolja delal, pa bilo manj težav, ne. Ja, pa se to je pa tako čisto dejstvo, ne. Ja, ampak mi to sem imela poleg tega vprašanja, smo vedno goste sprašali tudi ali OpenBeam ja ali ne, in so si rekli ja, ampak zelo malih je pa pač po resnici povedali, da ne še, ne. Ja, pa v bistvu ni na vidiku. Ne, sploh ni na vidiku, no, čeprav moramo reči, da se kar precej trudijo. Pa nad se ne trudijo v bistvu, veš, lej, ja, poslušaj. Z novimi... Ja, no, okay. Poslušaj, nova verzija ArchiCAD pride ven in v bistvu prva linija, ki se hvalijo, je to, da imaš map noter. A veš, da lahko v bistvu ti strojne inštalacije delaš. Kaj to pol pomeni? Tako da boš pač na koncu bo ArchiCAD ali pa karkoli drugega ustavi, ne vem, poljubno verzijo BIM modelirnika, bo v bistvu tako kot Word, ki zna v bistvu vse, od tabel računati do, ne vem, slik urejati, do spletne strani generirati. Mislim, na koncu pa nič ne dela. Ja, ok. No, zdaj pa res moramo končati. Ne, jaz sem samo hotel se mi najlepše zahvaliti za čas. Mislim, mi dva, no, ti želiva uspešen začetek dela naslednji teden. Pa se mogoče res oglasiš, pa malo kasneje pa poveš, koliko je pa zbimo tam gor, malo bolj na severu. Ja, hvala vam za povabilo in za prijeten pogovor. Pa se slišimo, pa imela kaj več povedati še iz Nizozemske. Ja, pa za vse tiste, ki tole poslušajo 2023, slučajno, ne, to je bilo v začetku januarja 2021 posnet. Tako da, če boste zdaj mi jo kontaktirali pa rekli, kako je pa tista nova služba, ne, ste 1-2 let prepozni. Ali pa že nova služba, ne? Tako da res, Mija, najlepša hvala za vse informacije in pa jasno, veliko uspeha na Nizozemskem. Hvala lepa. Pozdrav na Nizozemsko. Adijo. Adijo. Čau.